Dan manj kot mesec nas loči do državnozborskih volitev, kje so naše oziroma njihove strankarske ladje, to je politični destilat v eni minutki. Opozicijski stranki NSI in SDS še vedno problematizirata dolgotrajno oskrbo oziroma plačevanje prispevka, predvsem to, da ga plačujejo upokojenci. Zato sta vložili ustavno presojo, od ustavnih sodnikov zahtevata tudi zadržanje. V izteku prejšnjega tedna se je tudi uradno začela volilna kampanja, s tem pa so potekli tudi nekateri roki za tiste, ki se bodo 22. marca borili za vaš glas. Skupno je vloženih več kot 15 kandidatnih list, seznam pa se lahko še nekoliko spremeni, volilne komisije jih namreč še skrbno preverjajo. Svoje adute so predstavile še zunaj parlamentarne stranke Prerod, Mi socialisti, Zeleni Slovenije in Stranka generacij, pa seveda tudi vodilna po javnomnenjskih anketah stranka SDS. Strankarske mašinerije torej delajo s polno paro, ne samo na terenu, podporo iščejo tudi na družabnih omrežjih, ali pa se tam zapletajo v kakšen konflikt. Zadnjega, v katerega se je ujela Gibanje Svoboda, gotovo niste spregledali, podrobnosti smo predstavili v naši nocojšnji oddaji, zdaj pa jih lahko že preberete na 24ur.com.